Povedala vam bom rusko ljudsko pravljico Trije medvedi. Nekoč je živela deklica, pravijo, da je bila zlatolaska. Ampak jaz mislim, da za to pravljico ni čisto nič pomembno, kakšne lase je imela. Morda je bila celo rjavolaska ali pa črnolaska. Pomembno je predvsem to, da je deklica nekega dne odšla v gozd in se tam izgubila. Tavala je od drevesa do drevesa in sredi gozda zagledala hišico. To je bila hišica medvedje družine. V tej hiši so stanovali oče medved, ta je bil največji in najmočnejši. Malo manjša je bila mamica medvedka, najmanjši pa je bil sinko Miško. Medvedi so ravno takrat odšli od gozd. Vrata hišice pa so pustili na stežaj odprte. Deklica je bila radovedna, pokukala je v hišico in tam je zagledala prekrasno mizico, lepo pogrnjeno, in na mizici 3 sklede. Prva skleda, ta je bila največja, je bila skleda očeta medveda. Druga skleda, malo manjša, je bila skleda mame medvedke. Tretja skledica, najmanjša, je bila Miškova. In prav v vseh skledicah je bila sladka kaša. Kako lepo je dišalo. Ob vsaki skledi je bila tudi žlica. Poleg velike sklede je bila največja žlica, poleg srednje sklede je bila srednje velika žlica in poleg majhne skledice najmanjša žlička. Deklica je najprej poskusila kašo iz največje sklede. Ta je bila prevroča. Potem je poskusila kašo iz srednje velike sklede. Tudi ta je bila prevroča. Nazadnje je pokusila kašo iz najmanjše skledice. Ta ji je bila najbolj všeč. Potem se je razgledala naokrog in okoli mizice so bili 3 stoli. En velik stol, en srednje velik stol in en majhen stol. Največji stol je bil stol očeta medveda. Najprej se je usedla na tistega, a stol je bil prevelik. Potem se je usedla na srednje velik stol. To je bil stol mame medvedke. Tudi ta je bil prevelik. In čisto na koncu se je usedla še na najmanjši stolček, na stolček malega medvedka. Ta je bil ravno pravšnji. Deklica se je kar nasmehnila, nagnila se je naprej in nazaj. Potem pa, bila je lačna, 3 sklede, 3 žlice, deklica pa tako lačna. Najprej je pojedla kašo iz Miškove skledice. Čisto vse je pojedla. Potem pa se je začela guncati na stolčku naprej in nazaj in sem in tja. Kako je bilo fino, kako zabavno. Ampak stolček se je polomil in deklica je padla. Bila je radovedna, sem že prej omenila. Zato je sedaj odšla v drugo sobico. In tam v drugi sobi je zagledala 3 postelje. Veliko posteljo, malo manjšo posteljo in najmanjšo posteljo. Najprej se je ulegla v veliko posteljo. Ta je bila prevelika. Potem se je ulegla v srednjo posteljo. Tudi ta je bila prevelika. Nazadnje pa je legla v najmanjšo posteljico, Miškovo, in ta je bila ravno pravšnja. In tam je zaspala. Takrat pa so se medvedi vrnili domov. Hudo lačni so že bili. In ko so stopili v hišico, so najprej prišli do mize. Ampak kaj so zagledali? Na mizi je bil takšen nered, vse je bilo razmetano. Očka medved je pogledal v svojo veliko skledo in zarjavel s strašnim glasom: "Kdo je jedel iz moje sklede?"
Tudi mamica medvedka je pogledala v svojo skledo in zarjovela. Samo malo tišje. Kdo je jedel iz moje sklede? Medvedek Miško je pogledal v svojo skledico in videl, da je prazna. In je zacvilil s tenkim glaskom. Kdo je jedel iz moje skledice in vse pojedel? Potem je oče medved pogledal okoli mize in zarjoval strašnim glasom. Kdo je sedel na mojem stolu in ga premaknil? Tudi mamica medvedka se je ozrla okoli mize in zavpila samo malo tišje. Kdo je sedel na mojem stolu in ga premaknil? Miško pa je videl, da je njegov stolček polomljen in zavpil je s tankim glaskom. Kdo je sedel na mojem stolčku in ga polomil? Potem je očka medved odšel v drugo sobo, spalnico. Tam je pogledal v svojo posteljo in zarjoval strašnim glasom. Kdo je spal v moji postelji in vse pomečkal? Tudi mamica medvedka se je ozrla v svojo posteljo in zavpila samo malce tišje. Kdo je spal v moji postelji in vse pomečkal? Medvedek Miško pa je vzel pručko, stopil nanjo in pogledal v svojo posteljico in je zavpil, kot da ga bi klali. Kdo spi v moji posteljici? Kdo še vedno spi v moji posteljici? In potem je odgrnil odejo in je zagledal deklico. Kole jo je zagledal in je zavpil. Nekdo je tukaj, poglejte jo, držite jo. In jo je skoraj ugriznil. Deklica pa se je zbudila. Tekla je do okna. Še dobro, da je bilo okno odprto. Skočila je skozi okno in ušla. Medvedi pa je niso nikoli dohiteli.